No, zanimivi podatki pa tudi, kdo ne bo sedel v poslanskih klopeh: Matej Tašner Vatovec, Eva Irgl, Anže Logar, Robert Golob in pa Urška Klakočar Zupančič je samo nekaj imen, za katera v tem trenutku kaže, da ne bodo zasedli poslanskih klopi. Toliko za zdaj iz tiskovnega središča, kjer čakamo, da izvoljeni predstavniki ljudstva pridejo in podajo svoje prve izjave. Kako poteka štetje, Katarina? Ja, lep pozdrav torej iz Državnega zbora. Naj najprej povem, da imamo kar nekaj tehničnih težav, saj se je spletna stran Državne volilne komisije sesula. Očitno zaradi preobremenjenosti, ampak podatki, ki smo jih pridobili tik pred tem, kažejo, da sta SDS in Gibanje Svoboda precej izenačeni. Med njima je bilo samo 17 glasov razlike, v prednosti pa SDS. Izenačeni so tudi Demokrati Anžeta Logarja in pa stranka SD. Med njimi je denimo samo okoli 50 glasov razlike. Kajti, zdaj pa smo pri aktualnem štetju. Po 98,91% preštetih glasov je razlika med Gibanjem Svoboda in SDS. Sicer en mandat, ko boste videli, vendar v glasovih skoraj natančno 4000 glasov, oziroma če zelo natančno 4003 po štetju Državne volilne komisije o glasovnicah po pošti. Zdaj, pred 4 leti so bili uradni rezultati, ki so bili objavljeni po štetju teh glasovnic 4. maja. Volitve so bile, kot vemo, 24. aprila, se pravi, je bilo potreba počakati kar nekaj časa. Ampak zdaj, o koliko glasovnicah pa sploh govorimo? Zdaj, pred 4 leti so krajne volilne komisije uradno prejele 9454 glasovnic, ki so prispele po pošti iz tujine. Poleg tega pa je bilo na slovenskih veleposlaništvih in konzulatih oddano 5139 glasovnic. To pomeni 14.593 volilnih upravičencev je glasovalo bodisi po pošti, bodisi na veleposlaništvih iz tujine. Spravi, sorazmerno velika številka, in če gledamo, da je bila letos volilna udeležba približno takšna, kot je bila pred 4 leti, trenutno smo pri 68,5%. To pomeni kar precejšen nabor, ki bi lahko spremenil vrstni red. Jaz sem res danes, ta večer, preživel tako, v velikem pričakovanju. Ne zaradi tega, kakšen bo samo izid, ampak predvsem v pričakovanju, da lahko rečemo, da gremo naprej. In to je tisto, kar največ šteje.